Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o odpadkih, kot so na primer plastenke, tetrapaki, pločevinke in podobno. Za ločevanje teh odpadkov, njihovo prevažanje do Ljubljane, ločevanje in pridelavo vsak mesec vsako gospodinjstvo plačuje kar velik znesek. Odgovor na vprašanje, kako znižati stroške in izboljšati sistem odvažanja teh odpadkov, pa so iskali 4 dijaki v programu Strojni tehnik na Idrijski gimnaziji in njihova mentorica Tanja Pirih, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Pozdravljam seveda tudi Miho Smrdelja, dobrodošli tudi vi. Ja. Vi ste direktor tega študentskega, dijaškega podjetja. Kako to izgleda, če ste direktor? V bistvu ne izgleda nič posebnega, v bistvu smo dijaki, to so bolj formalna naslovi, v bistvu smo vsi enakopravni, vsi delamo vse, kar je treba in se skupaj dopolnjujemo. Povejte nam, kako ste doživeli tisti trenutek na gospodarski zbornici, ko ste prejeli prvo najvišjo nagrado v državi? Ja, ziher je bilo nekaj posebnega, nismo pričakovali zmage, ne. Vedeli smo, da je naš produkt, podjetje zelo dobro, ampak nismo si pa zamislili, da bi lahko realno zmagali. Zdaj v vaši ekipi sodelujete 4 dijaki, 4. letnika, če prav vem. Da. To je Miha Smrdelj, Jan Raspet, Andrej Rojec in Jernej Kavčič. Mentorica pa ste vi, Tanja Pirih. Kako je bilo delati s temi učenci? Ja, bilo je zelo zanimivo, navdihujoče, bili so zelo zagreti. Izdelali ste pravzaprav napravo Plastožer. Zakaj pravzaprav gre? Ja, kot šola mi sodelujemo v programu Moje podjetje, ki ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. In ta program obsega, da dijak izdela rešitev problema praktično in sicer na temo krožnega gospodarstva. In moja ideja je letos bila, da bi izdelali en tak mlin, ki bi ga imeli lahko v kuhinji, neposredno v kuhinji in bi takoj po uporabi plastično embalažo lahko zmleli. Se pravi, iz tega programa je prišla pol ta ideja, da bi pač mi ustanovili dijaško podjetje z izdelovanjem teh mlinov za zmanjšanje volumna odpadne te embalaže. Ideja je v redu, zanimiva. Kako pa od same ideje naprej je pa najbrž težje? Ja, pravzaprav en tak velik izziv je bil spisati ta poročila, ki jih moraš oddati, da se sploh uvrstiš na tekmovanja. To je v bistvu kar obsežni wordi, moraš veliko njih podatkov zbrati, dati noter o konkurenci, svojem produktu, raziskava produkta, testiranje daš tudi noter. Pa ja, sama izdelava, prvo smo zrisali vse v kreatu, pač 3D zmodelirali, pol pa z našimi partnerji, kot je Kolektor, ki nam je pomagal izdelati vse kose iz aluminija ter jekla. Veliko smo jih zrezali na laser, nekaj so nam jih poreskali, pa seveda zložiti to skupaj pa stestirati še do konca. Ta znanja ste pravzaprav pridobili v okviru rednega pouka? Ja, večino do neke mere? Ja, večino smo pridobili v okviru rednega pouka, nekaj pa tudi sami doma. Pa tako. To je kot nadgradnja, ne? To je eno projektno učenje, projektno delo oziroma učenje nadgradnja teorije s prakso. S tem programom dijaki pridobijo tudi inovativnost, podjetnost, ustvarjalnost, nadgradijo, predvsem se pa naučijo timskega dela. No. Je pa dober občutek, ker je rezultat dober, ne? Ker je odziv zelo pozitiven. Ja, seveda, da te nekaj žene naprej, ko vidiš, da so ljudje navdušeni, pridejo do tebe na stojnicah, reče, wow, to je pa ful dobro, jaz bi pa tudi to imel. In se mi zdi, da je tak en dober občutek. Pa je bilo to redno šolsko delo ali popoldansko delo? Ne, to je bilo tudi, ogromno je bilo popoldanskega dela, ker želeli smo se prijaviti na ta tekmovanje Popri in smo se potem tudi prijavili in so nas malo v roki lovili, zato smo delali tudi med zimskimi počitnici v moji garaži, da smo uhteli rok za oddajo, pa prijavo na regijsko tekmovanje.
na katerega smo bili uvrščeni, ampak pol žal na državno tekmovanje pa iz poprav z regijskega se pa pač nismo uvrstili. Tako da to je, ta čas je bil najtežji uskladiti, da smo do časa naredili. Projektov, ki nastajajo v garaži, ni za podcenjevati, poznamo zgodovino. Tudi Apple je začel nastajati v garaži, tako da začetek je dober. Vsekakor, se pravi, sam stroj, to je, sestavni deli so najbrž nek elektromotor. Nam lahko poveste kaj več o tem? V bistvu je enofazen 370 motor, ki je preko reduktorja povezana ta rezila in preko reduktorja dobi večjo moč, da lahko zmelje plastiko, te flaše, ki so zelo trde, ali pa pločevinke in podobno. Sedaj v teh poskusnih fazah so se ta vaša pričakovanja potrdila, se je izkazal stroj za dobro delujočega? V bistvu na začetku smo imeli v planu manjši motor, potem smo videli, da ta motor ne bo dosti močen, dali večji motor, drugačen reduktor in potem še malo s testiranjem prišli do tega setupa, ki ga imamo zdaj, ki dela po pričakovanjih. Je mogoče tako napravo kje kupiti, podobno? Ja, v bistvu prav take naprave, da je bila za hišno uporabo, tukaj v Evropi ni. Ne poznamo, v Ameriki imajo one mlinčke, ki jih imajo pač tlele v Evropi, pa tega nekaj ni. Bolj industrijski ti mlini, ki so večji, trofazni, ki pa niso pač primerni za domačo uporabo, ali pa neke majhne stiskalnice. Prej ste omenili podjetje Kolektor, je bila tole projektno sodelovanje ali se utegne iz tega razviti kaj več? Ja, v bistvu zdaj na začetku so nam pomagali z materialom, z izdelavo raznih kosov. Zdaj nam tudi naprej pomagajo, ko izboljšujemo ta šreder, nam bo zrezal pač nove zobe, boljše, z boljša materijala, tako da bomo videli. Konkurenca na tem tekmovanju je bila kar velika. Tukaj imam podatke, bilo je 30 šol, 56 učiteljev, 650 dijakov. Najprej so ustanovili 135 dijaških podjetij in le 75 se jih je potem prijavilo na moje podjetje. Zmagati v taki konkurenci, najbrž imate dober občutek. Ja, zelo smo veseli, da so prepoznali ta naš trud, pa naš izdelek, ker je res vloženega veliko dela noter in je bilo res pokazanega veliko zanimanja iz strani teh žirantov in obiskovalcev tega sejma. Plus še pred tem tekmovanjem smo bili pa tudi s strani Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih povabljeni v marcu na 3-dnevni sejem na avtomatizacije v Ljubljani, kjer smo tudi že predstavljali ta naš produkt obiskovalcem. Dobili pa ste tudi povabilo, vstopnico na svetovno srečanje. Potujete v Istanbul? Evropsko srečanje, ja. Iz Slovenije smo bili pač zbrani za podjetje leta in tako dobili vstopnico, da predstavljamo Slovenijo na evropskem tekmovanju pač v Turčiji. Kakšna so pričakovanja od Turčije? To je pa težko reči. V bistvu ne vem, kaj bi. Pričakujemo na dobro izkušnjo, da smo imeli fajn, še bolj povezali kot ekipa, nekih rezultatov, pač nekih končnih rezultatov pa nimam pričakovanj. Ekipa je tukaj pomembna, ta ekipni duh, dobro razumevanje. Ja, seveda, ful se je treba usklajevati in ta ekipni duh, da smo povezani, prije zelo prav. Odpadki so naš velik problem, ne samo v naši lokalni skupnosti, ampak tudi širše. Dobil sem podatke, da je na primer Komunala Idrija v Ljubljano v lanskem letu pripeljala približno 750 ton plastenk, pločevink in tetrapakov. Te količine bi lahko z uporabo na primer vašega mlina korenito zmanjšali. Koliko? Ja, v bistvu preračunali smo, da se zda te naše pač odpadke zmanjšati tam za nekih 25 do 30%. Sam volumen? Ne, embalažo, ko jo zmiljamo, zmanjšamo za 90%. Sam volumen? Sam volumen, ja. Teža ostane najbrž podobna, ne? Ja, teža podobna. Volumen, ja.
Imamo pa še en drug problem, in sicer, da v Ljubljano vozimo naprimer v tretjini pošiljke je voda, ne? Ker nima komunala pokritega skladišča za te plastenke in se pač dež nabira v te plastenke in vozimo v Ljubljano dejansko vodo, ne? Najprej vodo in potem še zrak, ker jih ne stisnemo. V vašem primeru oba ta dva problema odpadeta. Ja, seveda, voda tako teče skozi te delce plastike, zraka pa itak ni, ker so vsi samo en kos. To pomeni, da bi najmanj za 2/3 zmanjšali volumen teh odpadkov, če bi jih na primer zmleli. Ja, volumen se korenito zmanjša. Ja, pa problem je, da dobimo že surovino, ne? Ne dobimo več odpadka. Z našim mletjem dobimo direkt surovino, ne pa odpadka več. To bi najbrž prineslo tudi nekaj prihranka pri zbiranju teh odpadkov po naših ekoloških otokih, ne? Ja, se pravi, zmanjša se potrebo odvoza, a ne, plastične embalaže. To se zmanjša, ne vem, koliko pogostokrat zdaj odvažajo, ne, enkrat, dvakrat na mesec, ne vem točno. Embalaža je velik problem zaradi samega volumna, zato morajo pogosto odvažati. Je kdo se resneje lotil te študije, bi rekel, ekonomskega dela te zamisli? Prav bolj v detajle nismo šli, ker mi smo se bolj osredotočili na naš produkt, da ga izpopolnimo, naredimo tako, kot smo si ga zamislili, tako da se v te ekonomske potrebe, koliko se odvaža teh odpadkov in tega nismo prav poudarjali. Vi ste kost vrgli, bi lahko tako rekli, sedaj pa je na strokovnjakih, da to preračunajo. Ja, malo smo si zamislili v tem poslovnem načrtu, ki moraš narediti tudi analizo tržišča, pa kam bi prodajali, smo si zamislili, da bi bila ena varianta tudi, rečemo, da bi gospodinjstvo, ki bi si kupilo ta aparat, ne, da bi imelo pol od komunalnega podjetja, mogoče kaj manjše, kakšno subvencijo, manjši račun na ta račun. Ena taka varianta, ne, če bi v gospodinjstvo. Kakšna bi bila orientacijska cena take naprave? Ja, računali smo, da ne bi smeli preseči, kot je cena enega gospodinjskega aparata, naprimer enega pomivalnega stroja. Boševga, lahko tudi Boševga. Zaradi višjih stroškov. Projekt se bo razvijal naprej, če prav razumem? Ja, sedaj ga razvijamo za naprej, da bi naredili še nek separator od spodaj, da ločuje plastiko, pločevinke, ker tu pač še precej izboljšamo, ne? Ker zdaj, če mi zmeljemo vse to skupaj, v bistvu zmanjšamo precej volumena, ne? Ampak še zmerno odpravimo problema tega ločevanja, ne? Če pa mi naredimo od spodaj še separator, pa lahko ločimo aluminij in plastiko in še dodatno preskočimo en del te verige. Ja, zdaj spodaj imamo samo en predal, ne? In v tisti predal meljamo in zdaj moramo biti natančni, če meljamo plastične flaše, pač ko je poln predal, bi mogli nekam stresti, ne? Pločevinke zopet, zato je naša želja naprej, ne, za izboljšati izdelek, da bi naredili separator, da bi ločeval vsak posameznik, tako. Plastiko Ker posebej. skupaj, če hočeš to prodati kot surovino, ne sme biti skupaj zmišano, ne. Ja. Ta ekipa 4 fantov letos zaključuje šolanje, čeprav vem, imate projekt, boste nesli najbrž s seboj, vi ste avtorji. Ja, tako je, ja. V bistvu zdaj se ima tudi velik del matura, ne, zdaj v tem času, čez 14 dni, tako da gre kar veliko cajta temu, ampak ja, probamo čim bolj izboljšati in posvečati cajt. Lahko bi vam komisija maturitetna ta projekt upoštevala tudi za kakšno točko. Ja, Bi ne fajn bilo bi slabo. To bi bilo. Boste z novo generacijo, ki najbrž prihaja spet in spet, zasnovali kakšen podoben projekt? Ja, vsako leto delamo po tem programu in probamo narediti kaj boljšega in tako vsak let se tudi teh tekmovanj udeležujemo. Lani smo bili uspešni, smo bili pa drugi in tudi na podjetju leta smo s tem žarom iz odpadnih felten
Pa lani smo imeli tudi dober izdelek, poživ še kar zanima in pa zložljiv Laderfer po jedrsko. Samokolnica. Ja. Vaša šola je pravzaprav inkubator dobrih idej. Ja, še kar res je nam ratalo do zdaj. Upam, da nam tudi naprej. Tanja Pirih in Miha Smaril, čestitam za vse vaše projekte in tudi za nagrado. Seveda, hvala za ta pogovor in hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Sedaj pa predlagam, da skupaj pogledamo še vaš reklamni spot, v katerem je ta naprava podrobneje predstavljena.